Evo, živijo. Preden začnemo, najprej vsi ful lepo pozdravljeni. Pač wow, super je videti to dvorano tako polno in vsakič me razveseli, ko so dogodki tako obiskani. Skratka, lepo pozdravljeni. Z Domnom bova v kratkem začela s pogovorom, še prej bi vas pa v bistvu rada povabila, da si vzamete za pit, za jest. Zadaj je odprt šank, kjer si lahko pač naročite pijačo. Danes strežemo tudi en poseben koktejl pripravljen z amazakejem, ki, ne vem, boš Domen ti kaj več povedal o njem? Živijo. Ja, se pridružujem Evi pri temle pozdravu tako številne publike. Kot je povedala Eva, si lahko že ta trenutek vzamete pri šanku pijačo. Moram povedati, da je prispeval eno posebno sestavino, enega posebnega koktejla, ki je v bistvu današnji special drink tega večera. Dvojec Kis in kvas, ki mislim, da sta danes tudi z nama. Imate trgovino na Tržaški cesti v Ljubljani in delata v bistvu po azijskih receptih fermentirane izdelke, seveda pa iz lokalnih domačih sestavin. In tokrat sta prispevala amazake, to je ena posebna, lahko je pijača, lahko je desert iz riža, fermentiranega z eno posebno plesnjo. Plesen se sliši malo čuden, no, ampak to je ena sladka zadeva. Bo pa, mislim, da so v baru pripravili en poseben koktejl, a ne, zdaj sem rekel že 5krat poseben. Taheko, ki je tukaj z nami tudi, je pa prispevala neko pojedino v japonskem stilu, sušijeve zvitke, a ne, pa en matcha kolač. Tako da midva z Eva vas vse lepo povabila, da že zdaj med pogovorom, da si kar postrežete. Skratka, čim bolj sproščeno, ni treba čakati in ni treba, da se vam cedijo sline do zadnje minute, no, in boste čakali, kdaj midva zaključiva. Tako da zdaj vam dava še kakšno minutko, da greste po pijačo, greste po hrano in potem v miru začnemo, da naj odpiranje piva ne bo motlo vmes, ko bova razmišljala. Skratka, lepo vabljeni in še enkrat hvala, no, in Kis in kvas ekipi in Tajko Niši za pač to pogostitev. Ok, upam, da ste vsi že začeli pokušati. Zadaj tudi slišim, da se nekaj v baru dogaja. Skratka, v bistvu me kar veseli ta atmosfera. Majčkeno me spominja na japonske izakaje, da sva se že midva zdaj pohecala, tukaj sediva in čakava, da začneva. Skratka, še enkrat, če je kdo slučajno zamudil, lepo pozdravljeni. Danes je, če kdo slučajno ne ve, praznik knjigarn. Skratka, to je ena pobuda, ki jo je UNESCO mesto literature letos na dan knjige ustvarilo in s tem povezalo 12 knjigarn po Ljubljani z namenom, da poudarimo, da knjigarne so pač neka pomembna mesta, srečevališča, in da v njih je vredno zahajati, se srečevati s knjigarnarji, ki v bistvu to res delajo z dušo in z ljubeznijo. Skratka, da to so eni prostori, ki jih je treba podpirati, zato da bo še naprej obstajali, no. Skratka, danes ste lahko obiskali 12 knjigarn, odprte so tudi večinoma do 10, tako da tudi po tem dogodku, če slučajno želite obiskati še koga, recimo tule v Šiški je najbližje knjigarna Šiškla, to seveda lahko naredite, drugače pa lepo vabljeni tudi še naprej po tem pogovoru. Imamo en glasbeni eksperiment Roka Zalokarja, hkrati se bomo pa pač še družili. V bistvu lahko do Domna ali do kogarkoli iz ekipe prestopite po pogovoru, pridete po kakšno priporočilo, pač z veseljem se bomo pogovarjali o knjigah, zato smo tukaj in mislim, da nas to tudi najbolj veseli. Skratka, zdaj pa mislim, da bi počasi lahko začeli s tem pogovorom. Danes se bova v bistvu z Domnom Kavčičem, japonologom in prevajalcem. Najprej hvala, da si se odzval na povabilo, no. Hvala lepa za to povabilo. Nekako pogovarjala se bova o japonski literaturi, o prevajanju iz japonščine. Ne bom probala zdaj orisati tega pogovora, boste ugotovili sproti, kam se nam misli pletejo. Je pa Domen danes tukaj tudi kot sokurator police azijske, pač to gre za en ta mičken odsek japonske literature, ki pa, mislim, smešno, ko smo to polico sestavljali skupaj, ugotovili, da japonske literature je pravzaprav
prevedene največ. Mogoče prideva še nazaj, zakaj je temu tako. Ampak za začetek bi pa naredila en korak nazaj in te v bistvu vprašala, no, zakaj japonščina in zakaj prevajanje. Se mi zdi, da tudi to, da prevajaš literarno japonščino, ni nujno samoumevno. Ja, lep pozdrav, tudi z moje strani še enkrat. No. In res hvala lepa za to povabilo. Najprej bi mogoče se zahvalil res za to, ker si omenila, za to, da ste me povabili kot sokuratorja te police. Kaj takega se prevajalcem ne zgodi pogosto, ne, da imajo pač možnost kreiranja nekega programa, bodi si katera knjiga se prevede, bodi si kakšne knjige se pač prodajajo v knjigarni. Ne. Tako da me zelo veseli in sem zelo počaščen. Šla si zdaj s tem vprašanjem res zelo, zelo daleč nazaj. Ne. Zakaj japonščina? Vedno me je zanimalo, kako jeziki, ki so zelo oddaljeni od mojega, ne, od slovenščine, pač upovedujejo stvari. Ne. In iz tega razloga sem tudi v srednji šoli se odločil za latinščino, ne, na gimnaziji Poljane. Potem pa, ko je bil čas, da se odločim za nek študij, sem šel na informativni dan na filozofsko fakulteto. Takrat sta se dala študirati dva, rečemo temu, eksotična jezika, ne, kitajščina pa japonščina. In takrat se spomnim, sem povedal, japonščina ima težko slovnico in lahko izgovarjavo, kitajščina pa obratno ima zelo lahko slovnico, ne, nobenih spregatev in tako naprej, ampak zelo težko izgovarjavo. In jaz sem rekel, ok, japonščina to bo to, ne. Spomnim se, nekoč smo imeli, doma smo imeli tiste ogromne enciklopedije jugoslovanske, ne, tak cela polica je bila tistih rdečih knjig in se spomnim, da sem takrat rad prebiral o raznih jezikih, ne, ker so pač pod državami je bilo tako pač opisana kultura in potem tudi jezik. In se spomnim, pri japonščini je pisal, da imajo različne besede, ki pomenijo isto, ampak odvisno s kom se pogovarjaš. A ne? Če boš govoril o svojem domu, boš rekel neko besedo, in če boš govoril o domu od osebe, ki je višjega ranga družbenega od tebe, boš uporabil drugo besedo, isto za glagole. A ne? Recimo, čist preprosti glagol iti se glasi drugače, če govoriš običajno, ali pa če govoriš ponižno, ali pa če govoriš spoštljivo. Se pravi, imaš recimo 3 glagole, ki pomenijo isto. Skratka, te zadeve so me zelo intrigirale in ja, to je bila odločitev za japonščino lahka iz tega vidika, da me je zanimala težka slovnica. Literarno prevajanje je prišlo šele ful kasneje. Seveda moraš najprej priti sploh do nekega nivoja. Jaz se spomnim, ko je eden od mojih pač rečemo predhodnikov, Aleksander Mermal, ki ga mogoče kdo pozna po kakšnih prevodih Harukija Murakamija in tako naprej, ko je že bral to literaturo in jaz sem odprl tisto knjigo in sem videl, pa sej jaz sploh ne vem, prvi stavek pogledam in sploh ne vem, kje smo, kdo smo, kaj se dogaja. Skratka, japonščina je zelo kontekstualen jezik. Skoraj bi rekel malo za hec, da moraš že vnaprej vedeti, kaj se dogaja, če hočeš vedeti, kaj se dogaja. Moraš že vnaprej vedeti kontekst, kje si, katere so osebe, ker pač recimo glagoli nimajo osebe, ne veš sploh, a to govori oseba v prvi osebi ali je to tretja oseba in tako naprej. Skratka, ampak počasi pride do neke količine znanja, ki na neki točki hoče ven iz tebe in ti da pač neko samozavest, da ti lahko pač to počneš. Govorimo o prevajanju. Nekako, ko sem bral kakšno japonsko literaturo, sem začutil, da pač to se pa meni v moji notranjosti avtomatsko preliva v slovenščino. In takrat hoče ta
jezik ven in se hoče preliti tudi v knjigo. Tako da na nek tak način, če orišem to pot. V bistvu me je to spomnilo, pa mogoče ni čist direktna navezava na to, kar si govoril, ampak v bistvu na misli od Yoko Tawada, ki tudi vem, da jo pač imaš zelo rad. Ampak na to misel, no, da se ob komunikaciji ali pa branju drugega jezika tudi spremeni čist telesno neko doživljanje pač sveta, ki te obkroža. In glede na to, kar praviš, v bistvu jaz zaznavam to in me zanima, no, kako pač pri prevajanju doživljaš to preobrazbo. Mislim, zdaj lahko gledamo čist skladensko, kar si že malo omenjal, ne, da je pač neka temeljna razlika, kako sploh stavki in povedi pač stojijo. Kako pa gre tudi za neko razmišljanje, za neko fizično prezenco v samem jeziku? Ja, zanimivo. Meni se to, kar si omenila, se mi zdi, da se mi dogaja zelo organsko ali pa zelo naravno v meni, čeprav vemo, da japonščina zapisuje svoj jezik s popolnoma drugačnimi sredstvi kot slovenščina, se pravi, nimajo abecede, a ne kot mi imajo na neki točki tudi logografsko, piktografsko, zlogovno, skratka več drugih pisav, kot jih imamo mi, imamo samo pač eno. Pač, a ne. In čeprav, kot sem rekel, uporablja druga sredstva, vseeno mislim, da ljudje, kulture, jeziki težijo več ali manj k tem, da bi povedali eno in isto. Skratka, čeprav japonščina nekaj pove na čist drug način, z drugače zvenečimi besedami, z drugačno pisavo, vendarle hoče ta, recimo, japonska poved povedati nekaj, kar hoče tudi povedati slovenski stavek, ki še ne obstaja, ampak se recimo v meni porodi, mislim, povod je seveda japonski tekst, ampak nekako mislim, da se organsko prilije. Seveda nočem s tem reči, da se vse dogaja tako zlahka, seveda se je treba včasih zelo pomatrati, da prideš do tega bistva, kaj hoče japonščina povedati. Ampak ja, več ali manj je to. Zdaj pa drugi del, me boš pa morala spomniti, drugi del vprašanja, kaj si še hotel vprašati. V bistvu ne, zares bi navezala to naprej na... Spraševala sem v drugem delu vprašanja o načinu razmišljanja, pa bi to kar naprej navezala na to, da v bistvu ti kot prevalec, kot človek, ki pač razume japonski kontekst, v bistvu na nek način tudi imaš neko kulturno posredniško funkcijo, zlasti pri tekstih, ki so nam kulturno oddaljeni. In zdaj v bistvu pripoveduješ o tem, da se do neke mere sporočamo iste reči, ampak neke stvari pa ostanejo zamegljene, mogoče kulturno oddaljene. Kako se lotiš tega v bistvu pri prevajanju, kdaj tekst pustiti v tej, ne vem, v tej tančici, japonski tančici, dajmo tako reči, kdaj pa se odločiš nekaj razlagati ali pa majčkeno razvezati na način, kot ti misliš, da bi bilo bližje slovenskemu bralcu? Tukaj jaz mislim, da v bistvu ne morem imeti enoznačnega ali pa nekega, ne vem, znanstvenega odgovora. Mislim, da se vedno to dogaja spontano, vedno je treba vrvohodsko to delati, če uporabljam spet to besedo. Skratka, od primera do primera, tukaj gre v veliki meri za nek čut. Vemo seveda, da je japonska kulturno drugačna, ampak hkrati s tem če dalje večjim spoznavanjem japonske kulture, se spreminja tudi naša slovenska senzibiliteta do te kulture in hkrati s tem spoznavanjem recimo temu, da moramo vse manj razlagati neke stvari. Zdaj pride mi na misel en nedavni pogovor ob nekem filmu Koreedovem Tatiči, mogoče je kdo gledal ga, je bil tudi na televiziji, pač zelo eden izmed boljših pač sodobnih japonskih filmov. In ko smo imeli nek pogovor o tem filmu, v kinematografih se je ta film prevajal prek angleškega prevoda narejen.
In tam vemo, da Japonci, recimo, no, vemo, da ne bom preveč, da Japonci veliko pozornost dajo prehranjevanju, hrani, kulinariki in tako naprej. V tem filmu se pojavi v prevodu slovenskem, ki je bil v kinih, se pojavi na 2 mestih beseda cmok. Se pravi, to gre za neko, lahko si mislimo že, da gre za neko priredbo, da Japonci nimajo nekih cmokov ali pa imajo cmoke v neki drugi obliki. Mene je zmotil, da je cmok bil uporabljen za 2 različni japonski besedi, pa ne bi bilo treba, da je tako. Prvi primer je bil ofu, kar je v bistvu pšenični gluten, mi to poznamo od seitan. In pač tam je bil ta seitan ofu v juhi in je bilo preveden cmok. V drugem primeru mislim, da je bilo, zdaj se ne spomnim čisto točno, mislim, da je bil kot nek žlikrov, nek žepek, kakorkoli. Skratka, s tem spoznavanjem japonske kulture, kulinarike in tako naprej, mislim, da nam ni treba iti več na tako poenostavljanje, kot je pač cmok za vse, kar je pač nekaj močnatega v neki juhi in tako naprej. Tako da zato pravim, da je treba od primera do primera biti v stiku z trenutno kulturo, z nekako poznavanjem japonske kulture in tako naprej. Tako da, ja. Pa konec konca tudi senzibilitete pač bralca, glede na to, da mislim, omenila sem, da v bistvu zdaj japonske literature je kar nekaj že prevedene, očitno nek stik s tem imamo. Zdaj pa ne vem, kakšen občutek imaš ti ob tem, ko to prevajaš, ne? Zdaj še vedno še vedno se zgodi, da je treba kakšne stvari podrobneje razlagati, zato pač imamo opombe, recimo, čeprav vem, da nekateri jih ne radi berejo ali pa pač jih celo ne marajo. Neka teorija obstaja, da sploh jih ne bi smeli biti, recimo v knjigi, da bi treba vse razložiti, ampak jaz mislim, da glede na to, da je še vedno za večino recimo slovenskih bralcev to precej oddaljena kultura ali pa neznana, da je lepo, da se nekatere stvari razložijo. Ampak o teh stvarih je treba vsakič od primera do primera pogovor z lektorjem, z urednikom, če govorimo pač o leposlovju in tako naprej. Je treba biti previden pa narediti kot tako da ima slovenski bralec največ od tega. Sprav, treba se je postaviti vedno v kožo svojega občinstva, bralstva. Zato je tudi dobro, da imamo take dogodke, kot je danes, da se tudi uživo pogovorimo z bralci. Ker pač prevajanje, branje knjig je bolj ne samotno početje. Tako da tudi iz tega vidika me veseli tak dogodek, kot je danes. V bistvu je samotno početje, ampak hkrati pa saj se mi zdi, glede na to, da pač prijateljujem z nekaj prevajalkami, prevajalci, da to nosi neko odgovornost, si predstavljam. Jo občutiš? Kdaj jo najbolj občutiš? Ko ravno govoriva pač o bralkah in bralcih. Absolutno vedno čutim odgovornost. Konec koncev predstavljam jaz v slovenskem jeziku v tem nekem drugem idiomu nekega japonskega avtorja. Se pravi, neko njegovo delo. Brez ustvarjalnosti nekega japonskega avtorja ne bi bilo slovenske knjige, v mojem primeru kot prevajalca. Tako da tukaj absolutno čutim, da moram narediti največ, kar se da, da ga predstavim v tem novem idiomu. Tudi posredno recimo z izborom same, kadar imam to možnost, da izberem neko delo, da predlagam neko delo za prevod. Tukaj se trudim recimo predstavljati japonsko književnost, širše pogledati in ne mogoče gledati to, kar
rade založbe delajo, kaj se bo recimo kaj je recimo najbolj možno, da se bo dobro prodajalo in tako naprej. Ne? Tako da tukaj je ta odgovornost že samega izbora. Ne? Potem pa pride odgovornost tega uspešne predstavitve tega teksta, a ne v slovenščini. In do neke mere se mi zdi, da to odgovornost jaz vidim tudi pri samem tem izboru na polici, ker nekako, mislim, ko smo se pogovarjali, smo se odločili, da ne vključimo del, ki so bila prevedena posredno, vsaj za japonska dela, recimo neka korejska imamo, ker je prevodov tako strašno malo, da če smo želeli vključiti neke korejske avtorice, smo bili prisiljeni izbrati tudi posredne prevode, medtem ko pri japonščini, kjer je knjig več, marsikatera seveda tudi ni več dobavljiva, ker so prevodi stari, ampak te, ki so na voljo, smo se v bistvu odločili, da so to direktni prevodi iz japonščine. In ker vem, da imaš zelo močno stališče o tem, no, bi te prosila, da malo razložiš, zakaj se ti to zdi pomembno, kaj se ti zdi, da se v bistvu nekih posrednih prevodih, zlasti prek tega anglofonega sveta, ki ima najmočnejšo infrastrukturo prevajanja, kaj se zgubi, če prevajamo posredno? Ja, tukaj si odprla zdaj bolj veliko Pandorino skrinjico. Tukaj mislim več vidikov, mogoče bi načel. Namreč prvo je to, kako se sploh prevajajo japonske knjige v slovenščino. Se pravi, izbor tega je žal zelo zožen na to, kaj se dogaja v anglofonem založniškem svetu, za katere naslove se oni odločijo in potem kateri naslovi se pri njih dobro prodajajo. Če vemo, da je na Japonskem izide vsako leto okrog 30,000 naslovov, mislim, da sem zasledil to številko, 30,000 naslovov, se pravi leposlovnih. 30,000, od tega se mogoče 1 promil, ne vem, se jih prevede v angleščino na leto. In od tega recimo promila, koliko se jih prevede v slovenščino, spet smo tle pri zelo majhni številke. Zdaj tle je problem tudi to, da nimamo veliko prevajalcev iz japonščine. Ja, to je en vidik. Drugi vidik je, kaj se zgodi z japonskim romanom, recimo, ko ga angleško govoreči prevajalec prevede. Skratka, kot prevajalec si na vsakem koraku delaš neke odločitve, neke ključne odločitve, kako boš povedal. Vemo, da mi lahko eno stvar upovemo na 100 različnih načinov. Izbor besed, izbor skladnje in tako naprej. Skratka, to, kar nastane v recimo angleškem prevodu, je nujno sfiltrirano skozi filter tega idioma, se pravi angleščine. Tukaj se lahko zgodi potem pri posrednem prevodu tega angleškega teksta v slovenščino 100 različnih načinov. To so kot neki telefončki, ko smo zašli kot otroci, lahko pride na drugem koncu nekaj povsem drugega. Lahko pride celo nasprotni pomen ven. Skratka, jaz smatram, da je lahko posredni prevod, se pravi prevod nekega japonskega dela prek angleščine kot neko pomožna stvar, kot neko pomagalo mogoče, ne pa kot nek suveren umetniški prevod, absolutno. Tako da se mi zdi iz strani knjigarne zelo presenetljiva, sveža, pametna odločitev, da mogoče ne promoviramo posrednih prevodov. Kjer se le da. Ne gre vedno, recimo zdaj se lahko veselimo, ker vsaj, kakor vem,
zdaj počasi prihajajo novi prevodi iz kitajščine, kar je odlično in pač to bodo direktni prevodi, kar me zelo, zelo veseli, medtem ko korejščina je še vedno en velik manko, se mi zdi, no. Tako da če je slučajno tukaj kakšen nadobuden koreanist ali pa človek, ki že zna dobro korejsko, skratka zelo dobrodošla. Ampak kljub temu, da ta angleščina imamo mičken zadržek do nje, vsejem pa je to neka vstopna točka za res veliko ljudi, ki pač japonščine ne zna brati. In se mi vseeno zdi to, da smo na to polico vključili tudi nekaj naslovov v angleškem prevodu, ampak to so avtorice, ki v slovenščino niso prevedeni, torej niso dostopni bralcem. Vseeno pomembno in zdaj ni treba, da kukaš na tisto polico, ampak kateri avtorice se ti zdi, da bi bilo treba nujno prevesti v slovenščino in se ti zdi, da bi bili za ta kontekst tudi primerni? Pa zanimivi primerni je ful napačna beseda. Imel sem neko misel, pa mi je šla. Jaz sem se res, mislim, da ko smo se odločili za ta izbor, mislim, da sem se odločil bolj na policiji, ne? Mislim, da sem se odločil za bolj sodobne avtorje. Je še neki lukenj v recimo klasičnem japonskem kanonu, ne? Ki bi ga bilo dobro prevesti, ampak jaz mogoče počas že, ne bom rekel obupavam, ampak mogoče se bomo morali sprijazniti, da pač nekaterih pomembnih del japonske književnosti ne bomo imeli nikoli v slovenščini. In da pač mirne duše bralci posegajo tudi po angleških, pravi vemo, da pač angleščina je lingua franca nekako sodobnega sveta, ne? In da pač vemo, da če ne bojo brali v slovenščini, ljudje bojo brali v angleščini. Ne? Tako da se mi zdi tudi to lahko izbor teh knjig v angleščini neka odskočna točka za neke urednike, neke kreatorje, nekih programov, ne, prevodne literature, kaj bi se pa splačalo imeti tudi v slovenščini. Ne? Čeprav tukaj je zelo pač moja nehvaležna vloga velikrat, da moram braniti nekega japonskega avtorja preko prevoda v angleščino, a ne? Recimo nekemu uredniku, ki mu skušam predlagati neko knjigo za prevod, pa si jo bo on potem hotel prebrati, če bi bila primerna za slovenščino, in to bo naredil prek angleščine. A ne? To je pač žal neka realnost, ki se je mogoče ni možno izogniti. Ampak ja, jaz sem za to polico, se mi zdi, da sem se odločil kar pestro, no. Recimo zdaj mi pade na pamet Tetsuko Kuroyanagi, to je ena ikona japonske televizije v bistvu, ena gospa, zdaj že zelo stara, mislim, da je preko 80 let stara, več, že skoraj, koliko je stara, Tajko? Skoraj 90. In je napisala eno zelo luštno roman, v bistvu avtobiografski, a ne, o svojem šolanju v povojnem Tokiu, medvojnem. Zdaj, danes se veliko govori o neurodivergentnosti, ne, takrat se o tem ni govorilo, ampak to gre za eno tako punčko, ki je imela neke posebne potrebe pri izobraževanju, recimo, in vidimo, da nekateri otroci že takrat niso bili za običajne šole, ampak kaj se lahko zgodi pozitivnega takim otrokom, če jih primerno spodbujamo, a ne. Recimo v tej šoli so imeli učilnice v vagonih, a ne, pač vlak je bil, a ne. In pač ta punčka je zdaj res ena izmed najuspešnejših, pač najbolj prepoznavnih Japonk. Mislim, da lani ali predlani je šla celo risanka anime, a ne, po tem romanu. Kako je v angleščini? V angleščini jo imamo, a ne. Lahko pogledamo potem, sej. The Little Girl at the Window, ja.
Recimo, to je ena zadeva, potem Osamuja Dazaja, mislim, da nimamo še nič. Ok. To točan, ja. To je ta, ja. Zdaj, jaz sem naredil celo en delen prevod te knjige. Bila je na Radiu Ars celo ena pač interpretacija mojega prevoda, tako da ni čist neuspešna v slovenskem prostoru, ni pa še v obliki knjige. No. Drugi avtor, ki mi zdaj pade na pamet, je Osamu Dazaj. Mislim, da nimamo nič od njega, a ne? A je? Posredno, ja. Stari posredni prevodi. Aha. Ja. Ja, no, v glavnem. Skratka, in njegova dela so v bistvu tudi če se smem tako izraziti, na družbenih omrežjih pač blazno priljubljena, kar je zelo presenetljivo, glede na morbidne teme, ne, ki jih avtor naslavlja. Ja, mislim, da ta angleški prevod se imenuje No Longer Human. Ja, ampak ja, taka je usoda mogoče nekaterih knjig v današnji medijski klimi ali okoliščinah, kako naj temu rečem. Nihče točno ne ve, zakaj neka stvar eksplodira naenkrat in potem rata popularna. Tako da mi je tudi urednik Cankarjeve založbe Sašo Poljarevič že rekel, da je opazil na TikToku to knjigo, ne, in da kaj je zdaj to in da mogoče bi pač bilo to primerno za moderne klasike. Tudi urednica Zlud literature Veronika Šoster je rekla, to mi nujno rabimo, a ne, v slovenščini. Jaz nisem to prepričan. Ampak ja, mislim, da je ogromna neka pestrost v tej japonski literaturi, ki želim si v bistvu, da bi šli malo stran od tega determiniranosti z anglo-ameriškim trgom, a ne. Mislim, da če je res, da ljudje čedalje več berejo v angleščini, a ne, da bi mogoče založniki se lahko odločali, da ponudijo trgu nekaj, česar še ni v angleščini, a ne. Tako da ja, to sta dve knjigi, no, ki se spomnim zdaj iz te angleškega dela police. Če se še ti kakšno spomniš. Če ti pač podaljšam vprašanje, koga pa bi rad prevajal, ni nujno, da je na tej polici, ampak se ti zdi, da ta prevod pa bi pač morali imeti v slovenščini? Malo si že nakazala, jaz sem velik fan avtorice Yoko Tawada. Ona živi v Berlinu in piše tako v nemščini kot v japonščini, sedaj jaz prevajam njo iz japonščine. Imamo eno knjigo, v bistvu imamo eno leposlovno delo in eno esejistično. Ona je zelo plodna avtorica. Zdaj iz nemščine slišim, da tudi zelo zanimivo piše v nemščini. Namreč ona se zelo ukvarja z jezikom samim, s tem medijem, s tem orodjem, a ne, razmišlja. Ne gre samo za zgodbo, gre za hkrati eno nadzgodbo, ki jo pišejo same besede, ki jih ona uporablja in tako naprej. Izhaja zgodba lahko iz ene same besede, iz etimološke recimo razlage, iz tega, kaj zvoki te besede predstavljajo ali pa pač vzbudijo v njej in tako naprej. Skratka, iz nemščine imamo od nje prevedeno eno samo zgodbo, kratko, tako da jaz bi v bistvu si želel, da bi kdo tudi kakšen nemški prevajalec se nje lotil, a ne. Gre, moram poudariti, za zelo nagrajevano avtorico, no. Tako da
Skratka, jaz bi se želel predvsem njo prevajati. In se bom tudi potrudil. No. Tudi to, kar imamo zdaj od nje v slovenščini, ti 2 knjigi, to je praktično nastala moja pobuda. No. Tako da tukaj se spet vračava k tej odgovornosti. Jaz mislim, da je pač to ena avtorica, za katero se govori, da je zelo resna kandidatka za Nobelovo nagrado, in jaz si želim, da bi preden bi ona to dobila, lahko da bo dobila že letos, da bi imeli v slovenščini še kaj nje. No. Tako da, ja. Ne vem, če si še kaj pozabil, ampak se boš sproti spomnil, če si. Ampak recimo Tawada se mi zdi, da mičkeno zamaje te stereotipe, ki jih imamo v japonski literaturi, verjetno ravno iz te diaspore, iz tega premisleka o jeziku, ki ga pač ima. Kakšne stereotipe recimo opažaš v japonski literaturi, glede na to, da v bistvu se mi zdi, da bereš kritike, bereš odzive bralcev, no, vsaj kolikor te poznam. A so neki stereotipi, predsodki do te literature, ki vztrajajo, ne glede na to, da v bistvu zdaj res eno široko paleto japonske literature lahko beremo v slovenskem prevodu. No? In tudi pač spoznavamo to kulturo prek filmov, ne nazadnje tudi potovanje je postalo bolj dostopno, no? Kot je bilo nekoč. Ja, tukaj se zdaj spet vrnemo k temu filtru, ki je anglo-ameriški knjižni trg. Zdi se mi, da, mislim, kolikor slišimo od odzivov bralcev, en je ta stereotip, da so v vseh japonskih knjigah neke mačke. Potem, kolikor sem slišal od bralcev, jim je nekako všeč, da ni, da malo pušča zadeve odprte, te japonske, da ni vse razloženo, da ni vse pač tako jasno. Ta stereotipno, magični realizem, prehajanje, to brezšivno prehajanje iz sanskih v resnične svetove in tako. Mislim, da je to nekaj, kar nagovarja tudi naše bralce. V bistvu ni čisto vprašanje zame, mogoče bolj za publiko. Mogoče je to še najbližje nekemu stereotipu, če se naveže na tvoje vprašanje. Ne vem, moj vtis je bil, recimo, ko se pogovarjam z ljudmi, da jih pa ravno ta v bistvu nedorečenost, recimo, ne vem, meni pade ajmaj koncept pač takoj zdaj v glavo, torej pač ta neka meglenost, nedorečenost, ki pa v bistvu tudi konstitutivna za jezik sam, pač nekako se izogibajo nekemu direktni konfrontaciji, zdaj če mečkeno posplošim. Se ti zdi, da je to nekaj, kar je ful ključnega za tekste? Jaz to recimo predvsem opažam pri bolj klasičnih delih, pri sodobnih nekoliko manj. Ja, dobro vprašanje. To je nekaj v bistvu, s čimer se kot prevajalec moram vsak dan. Vsak dan ukvarjati. Pač japonščina, sem že prej mogoče nekaj nakazal, je zelo kontekstualen jezik, če spet uporabljam to besedo. Skratka, veliko je odvisno od nekega konteksta, ki ti mora biti pač poznan, če hočeš razumeti, kaj se v bistvu zdaj dogaja v jeziku. In kot opažam, je Japoncem dosti manj važno, da do popolnosti razumejo vse, kaj se recimo v tekstu dogaja, kot je nam važno. To je seveda zagotovo tudi nasledek tega jezika njihovega, ki je za naše pojme vague, kako se reče temu, pač nedoločen, ne bi rekel meglen, ampak pač mogoče nejasen. Recimo že zelo preprost primer glagolske osebe. Pri nas takoj vemo, kdo govori. To sem že prej omenil. Pri japonskih dialogih ni nujno, da veš zdaj,
a ne. Tudi opažam večkrat, recimo, če mi kaj ni jasno, a ne, vprašaš nekega native speakerja, se pravi maternega govorca japonščine, tudi on ne bo točno vedel, a ne. Jaz pa kot prevajalec, jaz se moram odločati, a ne. Se pravi, če je slovenščina tak jezik, v katerem moram enostavno povedati neke stvari, a ne. Jaz se moram odločiti, katero število glagolsko bom dal, a ne, v stavek, katero osebo, a ne. Pri njih je to lahko ostane dosti bolj nedorečeno, a ne. Zdaj, nočem s tem povedati, da je vse megleno, jaz hočem samo povedati, da je pač obstaja več interpretacij mogoče intimnih, a ne, za bralca. In da je težko, da oni potem težko pokažejo na eno samo stvar, a ne. Jaz pa moram pač enostavno v slovenskem tekstu zaradi strukture samega jezika ne morem toliko stvari pustiti nedorečenih, a ne. Se pravi, to je ena stvar, ki je zelo težka pri prevajanju japonščine. Pa se ti zdi, da iz tega izvira tudi to neko prepričanje, da gre za neko melanholično, tiho literaturo? A je to povezano? Mogoče ne? Ne vem. Ja, najbrž nekoliko je povezano. Ali pa, ja, čeprav to ni, recimo, če bi imeli prevedenega več Ryuja Murakamija, neka, kako bi rekel temu, punk literatura bi mogoče drugačno. Dej. Zdaj, da se sliši. Kakor sem jaz opazil pri teh japonskih pisateljih, pa kakšna je njihova osebna estetika, ne, je zelo odvisno od tega, iz katere tradicije oni črpajo. Ali črpajo iz japonske tradicije, ali črpajo iz, recimo, evroameriške tradicije. In to se zelo pozna na njihovem načinu pisanja. In je velika razlika, ali ti prevajaš Kawabato, ki je pač sicer pač japonski modernist, ampak izpred druge svetovne vojne se zelo, njegov jezik je res precej ta flu, no, pač nedorečen, odvisno od situacije. A imaš pa na drugi strani Endoja, ki je dejansko študiral francosko književnost, živel v Franciji, imajo pač čist na drug način upovedovanja. In ga je tudi veliko lažje tudi zaradi tega prevajati, ne. Tako da jaz ne bi zdaj teh stereotipov japonske književnosti in japonskega jezika zdaj stlačil v en sod, ne, zdaj pa ne vem, vse nedorečeno, ker ni. Zelo je odvisno tudi od osebnega sloga, kako je avtor naravnan in je tukaj ta raznolikost je precej večja, kakor mogoče zgleda. Tako da bi se tukaj malenkost izognil enoznačnim opisom japonske književnosti in japonskega jezika, ker je res odvisno od avtorja. No, se mi zdi ravno to zanimivo, da v bistvu vsem pa pride neka taka percepcija, ne. Verjetno, tako kot si izpostavil, mislim ravno preko tega anglofonega prevajanja je tudi izbora besedil, ne. Ta percepcija japonske književnosti in japonske estetike ima zelo dolgo in plodovito zgodovino uspešnega PR-ja. To je treba tudi malo vedeti, ne. Cool Japan je naredila svoje, ameriška okupacija je naredila svoje, tudi ameriška konec koncev. Očiščevanje japonske fašistične preteklosti ima tukaj zelo veliko vpliva na to, kako se v globalu Japonska percipira. Ne, super. V bistvu se mi zdi super moment, tudi skoraj mi je škoda, da nisi tudi tukaj. Obstaja zelo močna teorija, in je tudi izpričana v zgodovini prevajanja japonske književnosti v Ameriki, da je ameriški akademski svet, ki je imel kar veliko prstov zraven pri ameriški okupaciji, ker so pač rabili akademike za prevajanje in tolmačenje, da so načrtno promovirali avtorje, ki so brisali fašistično zgodovino in levičarske, po eni strani fašistično zgodovino, po drugi strani levičarske ideje po drugi svetovni vojni in so promovirali avtorje, ki so pač iz Japonske delali nek drug svet, ne, ki je drugačen. Ne? In to so bili Tanizaki, Mishima in Kawabata. Ne?
Hkrati so v tistem obdobju seveda obstajali že avtorji mlajše generacije, ki so bili popolnoma drugače naravnani, ampak niso dobivali takega velikega mesta v tem PR-ju japonske književnosti in japonske kulture, kot pač te trije gospodje. Da ne omenjam še pač te neke fame v zvezi s samuraji, kebanami in čajnimi ceremonijami. Mislim, to se napihuje do nezavesti, čeprav je to samo v bistvu skromen delček japonske kulture in družbe. Oziroma ne, omenjaš ikebane in to, danes se mi pa zdi, da v bistvu je pa ta nek trend postal, ali pa neka percepcija, so pa knjigarne in mačke, ne? Ki tudi, mislim, še kar bizarno, no? Zakaj je ravno to postalo tako blazno popularno in v bistvu me preseneča, no, na koliko načinov se da varirati eno in isto temo in eno in isto naslovnico v resnici na koncu. Se ne vem, če lahko še kaj dodam. Ja, se strinjam s vsem, kar je Iztok povedal. Čeprav gre tudi v neki meri to za njihovo lastno konstrukcijo, lastne identitete, a ne? Z šintoizmom, z čajnimi ceremonijami, ikebanami, samuraji in vsem tem. Vseeno pa se mi ne zdi pač zanemarljiv, no, ta vidik jezika, no, same strukture jezika, čist anekdotično, a ne, kadar se srečam s kakšnim problemom prevajalskim in vprašam, a ne, pač maternega govorca, različne, a ne, vidim, da pač enostavno ni tako pomembno vedeti zagotovo, kaj se v tekstu dogaja, ker enostavno mi ne znajo tudi dati enoznačnega odgovora, a ne. To se kar pogosto zgodi, tako da jaz sem pri sebi prišel do zaključka tega, da je pač enostavno stvari bolj nedorečene, no, že zaradi strukture jezika. V bistvu me pa zanima, glede na to, da mi te govorimo iz te perspektive, česar pač kar slovenski bralec lahko bere, ampak opažaš kakšne trende v sodobni japonski literaturi, ki bi pa jo recimo izpostavil, da je bolj prisotna, v bistvu tudi kakšne so tam pravzaprav sploh bralne navade, no? Ja. Spet, a ne, jaz v bistvu sledim določenim avtorjem, avtorcem, ki so pač prišli na moj radar, a ne. Težko je slediti, a ne, celotni produkciji, a ne, ker je ogromna. Pogledam si, a ne, nagrajence raznih nagrad, a ne, literarnih, japonskih. Tako da težko bi govoril o nekem trendu, zagotovo pa ni trend knjig pač iz japonske perspektive pač o knjigarnah in o mačkah in tako naprej. A ne. To je zdaj spet nek konstrukt, a ne, ki je nastal pač iz neke potrebe. A ne. Res pa je mogoče, da na zelo senzibilen, zanimiv, romantičen, čustven način znajo to opisovati. To pa zagotovo ni za zanikati. A ne. Tako da mogoče se naša perspektiva do japonske literature je usmerjena iz takih vidikov, a ne. Kaj mi najdemo, a ne, posebnega v njihovem načinu, a ne. Zagotovo se najdejo neke razlike, ki jih mogoče pri nas ne najdemo, pa se nam zdijo zanimive, a ne. Zato tudi govorimo o svetovni literaturi, a ne. Zato je tudi to zanimivo, a ne. Absolutno. Mislim, da se mi zdi, da v vsaki književnosti, ne glede na to, da prej smo poslušali tudi dve predstavitvi dveh čist drugih polic, v resnici nagovarjajo ene in iste teme, sam z nekim drugim kontekstom, mogoče z nekim drugačnim načinom, ali pa je samo to neka avtorska poetika, ki nas pač slučajno nagovori. Z tega vidika bi jaz izpostavila tudi recimo feministično literaturo, ki, mislim, japonske avtorice, ki se mi zdi, da se čedalje več prevajajo. Če imaš kakšno misel o tem, no, zakaj je očitno navdušila prevajalce, založnike, tudi prav ta delček tega mozaika?
Recimo pri nas smo v zadnjih letih prevedli iz japonščine o tej temi. Recimo samo moje poletje, Mieko Kawakami. Mislim, da spada v to kategorijo, pa tudi ta briljantna domislica gospodične Shibata, gre v ta lonec. Potem mislim, da je bilo imaš še kakšno knjigo v mislih? Kirino je bila prevedena. Tale je res, prek angleščine. Mogoče o teh temah ženske v nekem zelo moškem svetu na nek tak mogoče prikrito piker ali pa na pol humoren, ne tako zelo, da se ne jemljajo tako zelo resno. Mogoče ta način pripovedovanja o teh temah prinaša neko svežino, ki mogoče manjka v slovenskih delih s to tematiko. Mogoče. Če imaš mogoče ti kakšno idejo, zakaj. Mislim, da padajo te knjige kar na plodna bralska tla. Se mi zdi, da je to potem tema, ko jo lahko odpremo, pač, ko se ob pijači, bolj sproščeno pogovarjamo. Tako da mislim, da počasi prehajava k koncu pogovora, tako da na tej točki bi vprašala, če ima kdorkoli kakšno vprašanje, če koga kaj zanima glede tega, kar sva se pogovarjala, mogoče tudi onkraj. Mogoče bi sam iz tega dodal, kar se tiče feministične literature, kar se mi zdi pač precej grozen izraz, je treba iti mogoče vsem kakšno generacijo nazaj, pa hči Osamu Adazaja, Yuko Tsushima je tudi zelo znana pisateljica, ki pri nas pa res še ni bila prevedena. In ona pač velja pa res za zelo pomembno pisavo z vidika ženske. Zelo neuspešno sem poskušal kaj spraviti skozi, ni rada. Tako da mogoče kakšna generacija nazaj ne bi bilo slabo. Je pa gospa tudi naredila samomor kot njen oče. Dejansko bomo pa letos dobili dve iz še starejše generacije, dve japonski avtorci, Fumiko Enchi in Taeko Kono, ki boste verjetno tudi okarakterizirane kot feministična literatura, vsaj glede tem, ki jih obravnavata. Tako da to se zelo veselim odziva v bistvu slovenskega bralstva, publike. Se zelo veselim že teh dveh knjig. Ena je že tik pred oddajo, da ne bom rekel izidom, druga pa mislim, da proti koncu leta. Založba Analekta to promovira, da bo za knjižni sejem, torej okrog novembra. Ta prva bo pa pri založbi Goga išla, ne vemo še kdaj, ampak... Ampak veste, če se lahko veselite v prihajajočih mesecih, oziroma do konca leta? Vsaj fani pač japonske literature, mislim, da je tukaj nekaj. Tako da, če ni nekih vprašanj, mislim seveda je pol priložnost, da pač pristopite do Domna, do Istoka, tudi ki se je vključil v debato, pač poklepetate brez mikrofonov in luči, kar je mogoče malo bolj prijetno. Sem te pa za konec hotela še vprašati, glede na to, da nekako govorimo tudi, kontekst tega pogovora je, da smo v tej knjigarni, kjer se z neko polico tudi posvečamo pač nekemu določenemu geografskemu jezikovnemu področju. Če je v publiki tukaj nekdo, ki sploh še ni bral japonske literature, kaj bi mu oziroma ji priporočil? Kaj bi pa priporočil tistim, ko so mogoče že kaj prebrali, s čim bi jih mogoče presenetil? Odgovori na dlani, ne Harukija Murakamija, nekoga pa. Zdaj spet pač tako, seveda je odvisno od posameznega bralca, odvisno je tudi od posameznega prevoda. Sigurno je Murakami ni v bistvu slab začetek, za nekoga, ki še ni pač seznanjen z japonsko literaturo, enostavno zato, ker ni tako zelo japonsko kulturno specifičen, da bi nam bil nerazumljiv. Za kakšnega
kako si že rekla, za kakšnega bolj uležanega bralca. Ja, zdaj bom pa moral kakšen svoj prevod priporočiti. Vsekakor za tiste, ki jih zanima več kot samo štorija, ki imajo neko senzibilnost do pač jezika, Joko Tavada absolutno razkropljeni po zemlji. Je pa zelo bila tudi pri bralcih dobro sprejeta ta Joko Gava, Tiha kristalizacija, ena taka napol distopična, napol alegorična pripoved o izgubi v bistvu spomina in spominov, tako na individualni ravni kot na družbeni ravni. Tako da se lahko marsikajšna misel nalepi na to alegorično zgodbo. Naj bo to popotnica za to, da pobrskate po policiji ali pa se konec konca tudi še malo zadržite v knjigarni, malo poklepetate o tem, kaj radi berete. Zato smo v bistvu danes sploh tu. Skratka, hvala Domen in hvala vsem vam, da ste prišli in hvala še enkrat ekipi Kissing Kvas in Tajko v Niši. Nič, uživajte večer in to je to. Hvala.